10. noč parkeljnov v Goričanah. Ledena pravljica sredi mesta. Parkirišča na javni dražbi. Za boljšo vodooskrbo Golega Brda. Tradicionalni lokalni zajtrk v vrtcu Medvode. Na domoznanskem večeru o etnološkem kmetijstvu. Srečanje gasilske mladine. 40 let sniške kulture pod okriljem društva. Martinov koncert lovskega pevskega zbora. Lepo pozdravljeni, pa so prišli v naše kraje spet dobra 2 tedna prezgodaj, parkeljni seveda. V soboto se je namreč v Goričanah odvijala že tradicionalna kulturno-etnološka prireditev Noč parkeljnov. Skupine so se v obliki mimohoda zvrstile ena za drugo in predstavile svoje maske, s tem pa tudi zgodovino in navade kraja, od koder prihajajo. Parkeljne so spremljali ogenj, hrušč in vragolije, pa tudi velika množica gledalcev, ki so v naše kraje prispeli od blizu in daleč. Letošnja Noč parkeljnov v Goričanah je bila jubilejna, saj so jo člani turističnega društva Goričane Vaše pripravili že 10. Predstavilo se je rekordnih 32 skupin iz 5 držav: Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in letos prvič tudi iz Nemčije, skupaj več kot 600 parkeljnov. S tem se Goričanska noč uvršča med največje tovrstne dogodke na svetu, med katerimi je edinstvena in prepoznavna prav po svoji mednarodnosti. Ob jubilejni izvedbi dogodka so organizatorji predstavili tudi nekaj novosti. Ja, letošnja novost je podaljšana trasa, spremenjena trasa, torej spremenili smo krampus cono, kjer se nastopajoči zbirajo. Ob jubileju je bil tudi ognjemet. Letos imamo novosti tudi video zaslone z snemalnimi ekipami, da si obiskovalci lahko v času, ko pred seboj ne vidijo parkeljnov, ogledajo prenos. Izpeljava takšnega dogodka je velik organizacijski in logistični zalogaj. Da je vse potekalo gladko, je skrbela ekipa turističnega društva Goričane Vaše. Izpeljava tako velikega dogodka ni mačji kašelj. V ekipi ožji organizacijski nas je nekje 15 ljudi, potem 40 do 50 ljudi, kar 10 dni se intenzivno že pripravlja, danes na sam dan dogodka nas je pa preko 250. Glavne zvezde dogodka so seveda parkeljni, ki se v Goričane vsako leto z veseljem vračajo. Nekatere skupine so se predstavili na prav vseh 10 preteklih izvedbah. Večina mask je izdelanih doma, v kar je vloženega ogromno dela. Tudi njihove priprave na sam sprevod se začenjajo že kar nekaj časa prej. We planned this event 2 weeks ago. We planned everything from the past, from the tour here, everything, and from the show. Ja, z druge maske ne morem povedati, jaz sem pa v svoje vložil okoli 200 ur, narejeno iz lesa, tako da nekaj sem noter vložil. Za sam prihod sem smo pa opremali traktor pa voz, kar je pa pripravljeno 2-3 dni, to pa ni bilo veliko. Miklavževanje je v naših krajih še vedno ohranjen star običaj, kjer 5. decembra Miklavž v spremstvu pomočnikov obdaruje vaške otroke. Na noči parkeljnov pa se predstavljajo le peklenščki, ki se tako ogrevajo za prihajajoči mesec december. To je predvsem čisti za otroštva. Bili smo majhni, bali smo se parkeljno in zdaj vidimo, kaj je to, ker imaš res neka posebna pričakovanja za 5. decembra in smo rekli, to res mora vsak otrok izkusiti in smo hoteli pustiti to na Godešču, da to res ostane. Ob trasi se je zbralo ogromno obiskovalcev, ki se dogodka tako kot parkeljni z veseljem udeležijo. Sigurno pridem zato, ker je toliko bliz, pa zato, ker je dober. A te kaj strah? Mal, Kaj na tebe? mal. Kama tlene, me se strah? Ne. Tisti, ki pred parkeljni niso pobegnili domov, so se po mimohodu lahko sprostili na koncertu s skupinama Veseli svatje ter Miran Rudan in InDesign. Po uspešno izpeljanem dogodku si bodo organizatorji vzeli nekaj časa za počitek, že kmalu pa se bodo začele priprave na naslednjo, že 11. Noč parkeljnov v Goričanah. Skratka, za nami je Noč parkeljnov, ki nekaterim ni povsem po volji in ji odrekajo kulturno-etnološki pomen. Parkeljni se spet vrnejo v naše kraje skupaj z Miklavžem in ja, upamo, da se bodo tudi takrat tako dobro držali, tako kulturno držali, kot so se tokrat.
Počasi se torej bliža veseli december in v središču mesta so že odprli drsališče, ki je prvi znanilec prazničnega dogajanja v naši občini. Veselo vzdušje sta popestrila glasbena gosta in gostinska ponudba. Obiskovalcev pa že prvi dan ni manjkalo. Drsališče je na voljo vse dni v tednu in tudi letos brezplačno za vse. Medvoško drsališče se je trlo obiskovalcev in to je vsekakor dobra napoved za prihajajoči veseli december. Danes v bistvu smo končno, ledena ploskava končno sprejela prve drsalce. V veselje nam je, da se je tudi letos to zgodilo. Danes je pa v bistvu nastop dueta Planet Akustik in pa tukaj nam je KMŠ priskočil na pomoč, tako da nam dva pridna fanta pečeta palačinke za najmlajše, no pa tudi za tiste starejše in si jih lahko privočijo brezplačno danes. Torej, leto je na okolju, v Medvodah ponovno veselo na drsališču. Povejte, kaj čaka letos obiskovalce, jih čaka kaj novega, ste že v veselem pričakovanju? Ja, v bistvu nič kaj tako posebno novega, razen to, da vsako leto kakšen detajl na samem drsališču naredimo. Letos smo dali nekaj malo več poudarka, malo na lučke, take varčne seveda, ker je pač energija se draži. Programsko je pa približno tako kot lani, celo malo manj. Sploh v januarju bomo malo manj imeli programa, ampak drsališče bo pa obratovalo normalno do konca januarja, 28. imamo zaključek. Uporaba verjetno brezplačna, kako pa je z odpiralnimi časi, kdaj lahko pridejo ljudje drsati? Se pravi, odpiralni čas imamo od ponedeljka do petka, med 3. pa 21. uro, sobota, nedelja od 9. zjutraj do 21. V času šolskih počitnic bomo imeli pa tudi odprto od 9. zjutraj pa do 21. Kot vsako leto bo tudi letos uporaba drsališča brezplačna, obiskovalci si bodo za simboličen znesek lahko izposodili tudi drsalke. Povprašali smo jih, kaj jih je privabilo na dogodek in kako jim je všeč skoraj praznični utrip v naši občini. Kdo vas je danes sem pripeljal? Jaz sem prišla peš sama. Jaz sem Atja. In kako vam je všeč tukaj? Zelo dobro. A boste še prišli? Ja. Povejte, zdaj se bliža december, a vam je všeč mešan december? Ja. Kdo te pa naučil drsati? Ne. A res? Ja. Kako pa te je naučila? Ti je dala kakšna navodila? Ja. Kako je to naredila? Tako recimo, najprej smo se prvi graj naučile, pa so pa počasi šle od enega kraja do drugega, pa se s tem bolj tako naučila. Prišel sem zaradi tega, ker sem izvedel, da se danes odpre, pa peljal me je pa oči, mami, pa ata pa mama. In kako ti je všeč, a večkrat prideš drsati? Ja, zelo velikrat, pa zelo je dobro. Dogajanje, ki že počasi napoveduje najbolj veseli del leta, pa so skrbno pripravili in se njegove izvedbe že zelo veselijo. Zdaj zaenkrat, če izpostavimo začetek decembra, bo 6. decembra v bistvu uvod v veseli december z otroškimi zborčki, pa tudi potem bo 16. 12. pa tista naša tradicionalna prireditev 8. tekmovanje v kuhanju vina pa čaja, pa 28. decembra v bistvu Dedek Mrz. Tale ledena ploskava pa verjetno je kar velik zalogaj tudi finančni. Neki očitki so se že pojavili, ali je to res potrebno v teh časih. Verjetno je tudi v teh časih potrebno nekoliko razveseliti občane in jim priskrbeti tudi sprostiti. Tako, strošek drsališča ni zanemarljiv, ni pa tako visok, tako da v bistvu, tako kot ste omenila, vsekakor je za občane in tudi iz sosednjih občin pridejo šole, vrtci, popoldne hodijo ljudje drsati, tako da se v bistvu je drsališče en tak zelo pomemben del decembrskega, zimskega dogajanja v Medvodah. Pestro dogajanje torej čaka občane in občanke, zato vabljeni, da se udeležite kakšnega izmed dogodkov. Ja, torej veselje za otroke in starše na eni strani in na drugi strani vprašanje, ki so si ga zastavljali tudi občinski svetniki na zadnji seji sveta. Ali je ob tako veliki obremenitvi občinskega proračuna postavitev drsališča upravičen strošek? Kakorkoli. Še jutri imate možnost, da vplačate varščino in konec meseca sodelujete na javni dražbi za odprodajo 32 parkirnih mest ob Donovi cesti v bližini Medvoške lekarne,
ki so v občinski lasti, če seveda sodite med tiste, ki lahko sploh sodelujejo na dražbi. Dražitelji so namreč lahko le fizične osebe z določenih naslovov Kržišnikove in Višnarjeve ulice, torej iz neposredne bližine parkirišča. Iz naslova kupnine si občina obeta najmanj 160 000 evrov. Res pa je, da je namera občine, da proda to svoje zemljišče, na katerem so krajani parkirali po načelu kdor prej pride, naletela na odziv, ki ni prišel konkretno na občinsko upravo, ampak v obliki negodovanja na spletu in v obliki letakov, polepljenih po središču mesta. Spomnimo, načelno soglasje, da gre občina v odprodajo tega zemljišča, je dal občinski svet že ob sprejemanju letošnjega načrta razpolaganja zemljišči in ga na zadnji seji sveta ob spremembah še enkrat potrdil, in to soglasno. To lahko preverite tudi na medvoškem parlametru, kjer lahko po novem spremljate delo občinskega sveta oziroma njihovo glasovanje. Nekaj zadržkov, ali je odprodaja parkirnih mest res idealna rešitev, je podal le svetnik Anžej Jenko, češ da bi bilo morda bolje namestiti zapornico in omogočiti parkiranje tistim, ki bodo kupili letne dovolilnice. Že sicer je izpostavil bojazen, da se bo sicer parkirišče spremenilo v neugledno točko, če bo vsak lastnik lahko tam počel karkoli. Zakaj se je občinska uprava vendarle odločila za odprodajo zemljišča, na katerem je prejšnji teden že začrtala parkirna mesta? Po zakonodaji je občina dolžna za svojim premoženjem ravnati gospodarno, se pravi skrbeti za njegovo učinkovito porabo oziroma pač rabo, in v tem primeru smo se pač odločili za prodajo teh parkirnih mest. Vprašali ste, zakaj ne postopek dovolilnic, najema, karkoli že. Na tem območju je v teku precej postopkov določitve pripadajočih zemljišč in toliko časa, kolikor pač to ne bo urejeno, da postopki ne bodo zaključeni, se pravi, da bo vsako večstanovanjski objekt dobil svoje pripadajoče zemljišče. Po našem mnenju ni smiselno, da se samo na določenem parkirnem mestu vzpostavi sistem dovolilnic. In zakaj prodaja 32 parkirnih mest prek javne dražbe? Izklicna cena je 5 000 evrov, najnižji znesek višanja kupnine pa bo 200 evrov. Iz naslova kupnine si občina obeta najmanj 160 000 evrov. Zakonodaja določa, da se postopek prodaje nepremičnega premoženja praviloma izvaja po sistemu javne dražbe. Potencialni dražitelji bodo tekoče lahko spremljali, se pravi višanje oziroma pač nekako lažje kontrolirali, bom rekla, gibanje oziroma dviganje kupnine. V občinski upravi zavračajo očitke, da jim ni mar za krajane, saj so lahko dražitelji za eno samo parkirno mesto le fizične osebe, ki stanujejo na točno določenih naslovih. V nasprotnem primeru bi lahko občina zemljišče prodala preko odprtega razpisa z zbiranjem ponudb, brez omejitev najboljšemu ponudniku, lahko tudi pravni osebi. Kako ste določili, komu date to možnost sodelovanja oziroma kako boste preprečili morebitne špekulacije? Pri določitvi prednostnega območja smo pač upoštevali te večstanovanjske objekte, ki ležijo v bližini tega parkirišča. Tako da smo pač dali možnost, da kandidirajo na javni dražbi najprej pač lastniki enot na tem območju. V besedilu javne dražbe smo opredelili tudi, da kupec, ki bo pač kupil posamezno parkirno mesto, le tega ne bo smel prodati prej kot v 3 letih, ker bo pač to tudi zaznamba v zemljiški knjigi, razen v primeru, ko bo pač prodajal stanovanje, takrat bo pa pač to v bistvu dovoljeno in bo občina predlagala izbris zaznambe. V občinski upravi verjamejo tudi, da bodo uspeli, čeravno bo to po novem torej privatno parkirišče 32 solastnikov, na njem ohranjati urejeno podobo. Že v samem besedilu smo nakazali možnost, da bodo kupci
lahko v bistvu na kupljenem parkirišču postavili nadstrešek, za katerega bomo pa nekako okvirno shemo priložili prodajni pogodbi. Kupec parkirnega mesta bo lahko v bistvu na svojem parkirnem mestu nekako postavil količek, s tem pač onemogočil parkiranje drugim. Predlog pa je, da se v bistvu postavi skupna zapornica z pač daljinci za odpiranje. V konkretnem primeru Riflova zavrača kakršnekoli možnosti, da bi se ponovila situacija iz Preske, kjer so prebivalci blokovskega naselja prek Zvelta, torej zakona o vzpostavljanju etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, dosegli, da se parkirišča na Škofjeloški cesti, ki so bila sicer v občinski lasti, štejejo kot njihovo pripadajoče zemljišče. Spomnimo, za to možnost so se odločili potem, ko se niso strinjali s ponujeno ceno parkirnega mesta. Če govorimo o pač možni vložitvi tožbe za pripadajoče zemljišče, menimo oziroma je naše stališče, da v tem primeru to ne pride v poštev. Sosednji bloki v bistvu imajo sicer tisto minimalno pripadajoče zemljišče določeno, je pa vmes še ogromno zelenice in v tem primeru bi občina vsekakor, kolikor bi prišlo do tega predloga, bi nasprotovala, da je pač se parkirišče upošteva kot del pripadajočega zemljišča. Stanovalci večine blokov v tem delu mesta že sicer poskuša preko Zvelta določiti, katero zemljišče v res neposrednji okolici jim pripada in s tem reševati tudi problematiko parkiranja v blokovskem naselju. In kot pravi Riflova, jih občina pri tem ne ovira. Morda prej nasprotno, saj na novega lastnika odpade na primer vzdrževanje zelenic, obrazovanje drevja in zimska služba. Zaradi velikih še dodatnih obremenitev proračuna za voljo sanacije škode po avgustovskih poplavah občina počasi prodaja vsa zemljišča, ki jih ima v lasti in jih za realizacijo svojih razvojnih načrtov ne potrebuje. Med njimi so tudi taka zemljišča, ki so sicer v njeni lasti, uživajo pa jih ostale fizične ali pravne osebe. Torej gre za odprodajo in uporabo kupnine v skupno dobro. Občina Medvode je novembra 2020, torej pred 3 leti, pozvala vse uporabnike vaških vodovodnih sistemov naj posredujejo svoje odločitve, kdo bo upravljalec sistemov v prihodnje, sicer jih bo prisiljena prevzeti sama. Tretjina od skupaj skoraj 140 uporabnikov največjega vaškega vodovodnega sistema Golo Brdo Hrib je na sestanku v virtualnem okolju, drugače v tistih epidemioloških časih ni šlo, podprla odločitev, da je upravljanje vodovoda v lastni režiji za njihovo zdravje preveč tvegano in da se s tem prenese v upravljanje in tudi v last občine Medvode. Prvič v 40-letni zgodovini vaškega vodovoda je namreč veljal celo ukrep prekuhavanja vode v prehrambene namene. Zato so uporabniki imenovali novo interdisciplinarno delovno skupino, ki jo je vodil sedaj žal že pokojni Tomaž Ružič, da je poskrbela za koordinacijo in usklajevanje pri prenosu. To je v praksi pomenilo tudi izvedbo nujno potrebnih investicij in seveda predvsem to je pomenilo veliko komunikacije. To je v praksi pomenilo tudi izvedbo nujno potrebnih investicij, kot so zamenjava vodomerov, zamenjava elektroomare in vgradnja frekvenčnih regulatorjev v črpališču in sončne elektrarne na vodohramu. In seveda, to je pomenilo predvsem veliko komunikacije z ostalimi uporabniki. Dober zgled je v tem smislu, ker gre res za zavedanje krajanov, da je oskrba s pitno vodo za tako velik okoliš zelo pomembna. In zelo, bom rekla, strokovno odločitev ekipe, ki je na tem bedela, pričakujem pa ne vem točno zgodovine za nazaj, kar nekaj časa. Stvari so res strokovno bile predstavljene in zato so ljudje tudi to videli kot res en tak napredek pri oskrbi. Gre velika zahvala krajanom, gre za, bom rekla, 2/3 pokritost služnosti, nekaj malih zadreg je še, to računamo, da bomo v kratkem odpravili in da tukaj ni nobenih težav.
Podobno razmišljajo tudi v delovni skupini. V bistvu te službenci so se pridobivali predvsem zato, da novi upravljalec nima težav z vzdrževanjem samega sistema. Večinoma so služnosti za hišne priključke, kar pomeni, da ta upravljalec mora nekako imeti dostop, da lahko te stvari popravlja, in to je bil pravzaprav pogoj, da upravljalec sploh prevzame vodovod v svoje upravljanje, ker drugače bi imel težave pri samem vzdrževanju sistema. Načeloma nekih težav nismo zaznali in tudi verjamem, da tam, kjer služnosti niso bile podane, da nekih težav na terenu samem ne bo. V delovni skupini so z lastnimi sredstvi kupili tudi cevi za obnovo stare dotrajane tlačne cevi med zajetjem Ovčakov Studenec in vodohramov v dolžini približno 400 metrov. Prav vgradnja te cevi, kar pa je bila že občinska investicija, je posledično pripomogla tudi k reševanju problematike v sosednjem vodovodnem sistemu Golo-Brdo-Polana, za katerega že leta velja ukrep prekuhavanja vode. V začetku meseca septembra je do povezave teh dveh vodovodnih sistemov na Golem Brdu tudi prišlo. V občinski upravi so z razpletom dosedanjih dogodkov zadovoljni. In da v bistvu imajo zdaj oba dva, če tako rečem, zaselka, kvalitetnejšo vodo in tudi zadostno oskrbo hkrati. Pa je potem zajetje na Polani še dodaten vir oskrbe. V nadaljevanju pa seveda se pričakuje oziroma se dela na tem, da bo vključeno to v sistem Voke in da bo potem kvaliteta vzdrževanja še bistveno boljša. Delovna skupina je sicer tudi z delom Komunale Kranj, ki po pogodbi skrbi za oba vodovoda, zadovoljna in upa, da bo pod Voko ostalo podobno. Vodovod Golo-Brdo-Hrib je zdaj predan občini v upravljanje, kar pomeni režijski obrat z njim upravlja, operativno pa dela z njim Komunala Kranj, ampak smo pa na Golem Brdu še vedno ohranili pa nadzor nad delom, tako da vemo, kako je stanje vode, vemo, kaj se dogaja z vodohrami in še vedno imamo nadzor nad investicijami. Je kakšna večja investicija sedaj v planu? Zdaj, kar se tiče Golo-Brdo-Hrib, naš vodni vir je kvaliteten, je izdaten, tudi v največji suši imamo dovolj vode. Problem je bil z omrežjem. To je bil tudi eden največjih razlogov, zakaj smo se odločili, da ne bomo sami upravljali več z vodovodom. Pravzaprav sta dva razloga. Eden je, da je omrežje 40 let staro, kar pomeni, da bo počasi treba velike investicije. Drugo pa je, da tukaj je vseeno 500 ljudi in nekdo mora prevzeti odgovornost za kvaliteto vode. In pač osebni prevzem ali pa da neko društvo prevzame, je to zelo riskantno, zato se nam je zdelo boljša rešitev takšna, kot je. Drugo je pa vodovod Golo-Brdo-Polana, kjer pa je površinska voda, je problem za kvaliteto in z povezovanjem teh dveh vodovodov pravzaprav se zdaj stanje na Golo-Brdo-Polana izboljšuje, na račun tega, da se pa Golo-Brdo-Hrib pravzaprav stanje ne bi smelo nič poslabšati, ker kolikor Golo-Brdo-Polana porabi vode, smo pravzaprav prej imeli na Golo-Brdo izgub skozi to počeno cev. Spomnimo, vse do leta 2017 je bila voda v vodovodnem sistemu Golo-Brdo-Hrib neoporečna, potem pa so se začele nizati težave. Vse do ukrepa prekuhavanja vode pred 3 leti. Od marca 2021 pa naj bi se občasno pripravljala z natrijevim hipokloritom. In kakšno je trenutno stanje? Kar se tiče samega vodnega vira, imamo kvalitetno vodo, ki je dovolj izdatna, ne zakali tudi v največjem deževju, tako da sama voda ni problematična. Kar je bilo problematično, bolj je bilo samo omrežje. Takrat, ko je prišlo tiste obremenitve z bakterijami, je bilo pravzaprav zaradi vdora zemljine, ker je bila počena cev. To se sedaj odpravilo in zdaj po zadnjih analizah je voda kvalitetna, se tudi ne klorira več oziroma je še vedno nameščena klorirana naprava, ampak je pravzaprav samo za vzdrževanje, če bi do česa prišlo in minimum za to, da je omrežje ostaja neoporečno. Kljub temu, da sta oba vodovodna sistema po novem povezana, pa za vodovodni sistem Golo-Brdo-Polana še vedno velja ukrep prekuhavanja vode. V bistvu velja za Polano prekuhavanje, zaradi tega, ker smo zdaj naročali že 2 analize, zadnjih rezultatov še nimamo, zato zaenkrat še velja. Gre pa pravzaprav za to, da je v sistemu še nekaj težav, ki jih je pač potrebno odpraviti in da, ko bo to rešeno in ko se zadeve
vzpostavijo na pač višji nivo, potem predvidevam, da vode ne bo treba prekuhavati. Na tem se intenzivno dela. Vloženih bo tudi za celotno krmiljenje sistema bom rekla, v prihodnjih mesecih veliko sredstev, zato da se pač ta nivo dejansko izboljša. Cilj je, da je ta voda pripravljena tako, da ni potrebno prekuhavanja in da ni potrebno nikakšnega dodajanja tistega minimalnega klora tudi na zajetju. Seveda je to povsem odvisno od nivoja vzdrževanja in zato je pač odločitev občine oziroma cilj občine, da to čim prej uredi. Pričakuje se, da bo zadeva nekje v prvi polovici naslednjega leta rešena na tej kvalitetni ravni. Skratka, za vodooskrbo se ne gre bati. Naš sogovornik je bil novi predsednik krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo Matej Gojčič, ki je to očitno nič kaj zaželjeno funkcijo prevzel konec septembra, ko je iz osebnih razlogov odstopil Gregor Nartnik. Ta je bil na tej funkciji zgolj od aprila. Spomnimo, na krajevno-skupniških volitvah pred letom dni ni bilo prav nobenih kandidatov, ki bi želeli v svet te krajevne skupnosti, zato so bile spomladi izvedene nadomestne volitve. V prihodnji oddaji pa z Matejem Gojčičem še o ostalih problematikih te krajevne skupnosti. Oddajo nadaljujemo tako, kot bi se moralo začeti vsako jutro, z zdravim zajtrkom, po možnosti iz lokalno pridelane hrane. To so živila, ki so pridelana in predelana v domačem okolju, brez velikega ogljičnega odtisa, ki torej ne potujejo kilometre in kilometre, da pridejo na našo mizo. Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tako kot že vsa prejšnja leta, sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka ali drugega svežega ali suhega sadja, brez dodanega sladkorja. Vsa našteta živila so morala biti pridelana in pripravljena v Sloveniji. Minuli petek smo se na enem takem zajtrku ponovno pridružili medvoškemu županu Nejcu Smoletu. Od leta 2012 dalje je tretji petek v mesecu novembru dan slovenske hrane in pod njegovim okriljem se izvaja tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ima še bistveno daljšo tradicijo tudi pri nas. Na zajtrku smo se že tradicionalno pridružili županu in njegovi ekipi, ta pa se je pridružil otrokom iz skupine Medvedi iz preške enote vrtca Medvode. A ti jaz lahko pomagam? V vrtcu Medvode so šli še korak naprej in iz obveznih živil za ta dan pripravili skorajda tradicionalni, lokalni oziroma občinski zajtrk. Res je, ja, na današnjih mizah tukaj pri otrocih vidite vse z bližnjih kmetij. Mogoče še za začetek povem, da je danes slogan Kruh za zajtrk super dan. Imamo seneno mleko iz kmetije Malenšek, potem maslo je iz kmetije Mis. Kruh je danes Pirin kruh iz ekološke kmetije Črnet. Potem imamo še čebelice, čebelarstvo Iztok Šlebir je prispeval med in pa jabolka so pa tudi slovenska. Mislim pa, da niso vse iz tega okolja, ker je toliko veliko in je težko dobiti tako količino. Nasploh, običajno smo rekli, medu nimamo dovolj. Je bilo težko pripraviti res tak lokalno obarvan zajtrk? Pa mislim, da je letos naši Patriciji kar fajn uspelo, no, tako da je našla vse dobavitelje in da je res vse lokalno, sveže, okusno, tako da otroci uživajo in mislim, da je tako pravno. Vrtičkarji so se na ta dan lepo pripravili. Mi smo skupina predšolskih otrok 4 do 6 let iz Preske. Ta teden smo se pogovarjali o pomembnosti zajtrka kot takega, o tem, kako pomembno je, da se prehranjujemo zdravo, kako pomembni so kmeti za našo hrano, okoliški. V bistvu potem smo izdelovali tele pogrinke, izdelali smo plakat na temo tradicionalnega tega slovenskega zajtrka, izdelali smo čebele, ki krasijo naše mize današnji dan, tako nekako. No.
Sedaj imate najbrž kar precej izkušenj. Kako priljubljen je tradicionalni slovenski zajtrk pri otrocih? Mi imamo tak zajtrk večkrat, med, maslo in mleko, ampak se mi zdi, da to, ki je poudarek na tem, da se pogovarjamo še posebej o pomembnosti te prehrane okoliških kmetov, da je še dodatno jih spodbudilo danes več otrok, da je pilo mleko kot ponavadi. No? Namen tradicionalnega slovenskega zajtrka, v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole, je torej, da tudi mladi spoznavajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane, da torej že skozi idejo o nujnosti zaotrokovanja spoznajo, da je še kako pomembno, kakšno hrano jemo. Kako vama je bil všeč današnji zajtrk? Všeč mi je bil. Kaj od tega imaš najraje? Jabolko. Glede na to, da ste medvedji, a imata rada med? Ja. Ja. Pa sedaj veš, kdo je tisti, ki nam prinese med? Čebele. Čebele. Kaj pa vidva drugače najraje jesta za zajtrk, kadar niste v vrtcu doma mogoče? Palačinke. Kruh. Imaš rad kruh? Ja. Pa veš, kakšen je bil današnji kruh, iz kakšne moke? Iz pšenice. Sadje, zelenjava in hrana, ki je pripravljena v bližini, je bolj sveža, je bolj hranljiva, s polnejšim okusom in brez dodatkov potrebnih za daljše skladiščenje. Posredno z uporabo lokalne hrane pripomoremo tudi k zmanjševanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, k ohranjanju delovnih mest na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe. Dan slovenske hrane že sicer izpostavlja pomen lokalne hrane, letošnji pa je v ospredje postavil prav kruh. Kot smo slišali prej, ne le slovenski, lokalni zajtrk je bil tokrat. Ja, lahko rečemo, da projekt Lokalno je zdravo je dosegal naša pričakovanja. Razpis je bil izpeljan oziroma javni poziv okoliškim pridelovalcem je bil izpeljan lansko leto. Sklenjene so bile pogodbe in na podlagi tega zavodi, to se pravi osnovne šole pa vrtec Medvode, dobavljajo kar precej hrane iz naše občine. Odzivi pridelovalcev so pozitivni, veseli so, da so te poti in da se ta mreža začela plesti v občini Medvode. Prav tako so zadovoljni pa tudi naši vodje prehrane v vrtcu in v šolah, saj govorijo, da je hrana kvalitetna. Kako torej deluje trenutni medvoški model? Občina Medvode in javni zavodi, šole in vrtec so pogodbe o dobavi zdrave hrane za obdobje enega leta podpisale s 7 lokalnimi ponudniki hrane konec lanskega leta. Lokalni ponudniki so se zavezali, da bodo posameznim javnim zavodom prodali določeno količino svojih pridelkov in izdelkov, javni zavodi pa so se zavezali, da jo bodo kupili in to po ceni, kot so jo za enaka živila plačevali v času poziva. Morebitno razliko pa ne bi krila občina Medvode, ki je v proračunu ta namen rezervirala 25.000 evrov in tako zagotovila konkurenčnost zdrave lokalne hrane. V pripravi pa je že nov javni poziv. Poziv se pripravlja, tako da prve informacije s strani zavodov pridobivamo glede katere artikle, katero hrano, katere pridelke bi potrebovali in v kakšnem obsegu. Potem pa bo ponovno poslan poziv vsem pridelovalcem v občini Medvode, da prijavijo svoje artikle. Tisto, kar nam je pomembno, je to, da
pa tudi pridelovalci so to povedali, da lahko na podlagi tega razpisa tudi sami toliko pridelajo, ker vejo, da bodo lahko tudi pridelke prodali. Šole pa so zadovoljne, ker imajo stalnega dobavitelja. Za kako pomemben projekt gre, so pred kratkim razmišljali tudi v odboru za kmetijstvo, ko so gostili 2 lokalna ponudnika hrane, Gregorja Bizanta in Jožeta Moharja, ki sta, tako kot predsednik odbora Štefan Čebašek, že vpeta v ta inovativni projekt. Apel, ki so ga naslovili tudi na ostale kmetovalce, je bil, da se jih še več odloči ne le za pridelavo, ampak tudi za predelavo pridelkov, tudi zato, da bi projekt Lokalno je zdravo zadihal s polnimi pljuči. V letošnjem proračunu je bilo za sofinansiranje kmetijstva sicer rezerviranih skoraj 60 000 evrov, vendar ker je občina lahko financirala le naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, so odborniki za kmetijstvo sklenili, da razpišajo sredstva le v višini 30 000 evrov. Zato, da bi lahko sofinansirali tudi naložbe v primarnem kmetijstvu, kot so obračalniki, traktorji, trosilci, kosilnice, mulčarji, klešče za bale, pa mora občinski svet sprejeti nov pravilnik. Na zadnji seji sveta so potrdili njegov osnutek. Nadaljujemo z enako temo. V knjižnici na Sotočju so tokratni 23. domoznanski večer podnaslovili Kmetija se predstavi. V goste so povabili gospodarja ekološke kmetije Prčrnet z Varja, Štefana Čebaška, ki ga občani najbrž že precej dobro poznate, če ne drugače pa ga srečate vsako soboto na tržnici, z njim poklepetate in si priskrbite enega od njihovih okusnih izdelkov. V sredinem klepetu je Štefan Čebašek predstavil svojo kmetijo in spregovoril o položaju malih kmetov ter o pomenu ekološkega kmetovanja. Ekološka kmetija, ki se ponaša z najdaljšo tradicijo na tem območju, v času, ki ni najbolj naklonjen kmetijstvu, nadaljuje s poslanstvom svojih prednikov, kmetovanjem kot nekoč, brez pretirane uporabe pesticidov in gnojil in z obdelavo, ki je okolju in živalim prijazna. Obdelujejo 20 hektarjev kmetijskih zemljišč, na 6 pasejo govejo živino namenjeno tudi za prodajo bioteletine, na preostalem delu pa pridelujejo veliko število različnih žitaric, poleg pšenice tudi piro, oves, ječmen, rž, kamut, ajdo in proso, ter seveda krompir, pa tudi konopljo, sončnice in še kaj bi se našlo. Vse pa z namenom, da bi jedli dobro in zdravo hrano. Če hočemo jesti, moramo kmetovati. Brez kmetije ni hrane in brez hrane ni življenja. Moja predstavitev današnja ima predvsem namen, da širi to resnico, ki sem jo zdaj povedal, in da v bistvu ljudem da povemo, da je najbolj zdrava hrana lokalna hrana, da je najbolj zdrava hrana tista, ki jo pridelamo na naših poljih, in seveda ne gre brez poudarka, da je najbolj zdrava hrana ekološka hrana. Žita predelajo na domačem starodavnem mlinu na kamen, v moke, zdrobe in kaše, pečejo kruh in druge pekovske izdelke, ves čas pa stremijo k ozaveščanju o pomenu ekološke pridelane hrane, čeprav se zavedajo, da so s takšnim načinom kmetovanja ubrali precej težjo pot, kot če bi pridelek zaščitili z običajnimi pesticidi in si pomagali z umetnimi gnojili, ter s tem reševali vse neprilike, ki lahko vplivajo na količino in kvaliteto pridelka. To je nedvomno najtežja pot pridelave hrane, ker v tem sodobnem svetu brez uporabe kemije mnogi verjamejo, da sploh ne gre. Tudi jaz sem bil malce skeptika na začetkih, zdaj pa vidim, da je pač s pravo tehnologijo, znanjem, ki jo v Sloveniji moram reči, da primanjkuje, nimamo te prave strokovne svetovalne službe za ekološko kmetovanje, pa vendar, če želiš najti odgovor na izzive, jaz rečem temu po domače, to so problemi, a ne izzivi, nek modern izraz, ki pa je enak prejšnjemu. Potem se pač pozanimaš, informiraš, kmetovalci se med seboj pogovarjamo in najdemo rešitve, in včasih uspešno, včasih manj uspešno. Dejstvo je, da je kmetija tovarna pod nebom in smo zelo odvisni tudi od vremena, in v zadnjih 2 letih smo imeli kar 2 ekstrema, sušni lansko leto in pa mokro letos, ne, in to je za ekološko kmetovanje, kjer se ne uporablja recimo fungicidov, to so zaščitna sredstva proti boleznim, in te bolezni so v teh
vlažnih razmerah res zelo prisotne, a ne je pa težje. Vendar s pravo voljo, s pravo tehnologijo, kar gre. Optimistično pove, da se pogosto zgodi, da katerega od njegovih pridelkov vzame vremenska ujma ali pa škodljivci, a je potem letina v naslednji sezoni spet plodna in krog se sklene. Tako je bilo letos s konopljo, lanskoletna vročina je uničila tudi sončnice. A Čebaškovi imajo tako raznoliko pridelavo, da imajo vedno bogato ponudbo. Seveda gredo tudi pri Čebaškovih v korak s časom, skrbijo za izobraževanje in iščejo možnosti za izboljšavo ekološkega kmetovanja. Včeraj sem bil 1000 kilometrov od Medvod na sejmu v Hanoveru, to je en največjih sejmov. Predvsem so me zanimale aparature, stroji, priprave, ki so v koraku s časom in pomagajo ekološkemu kmetovalcu, da prideluje kvalitetne izdelke. Na mojo žalost oziroma mogoče tudi nepresenečenje pa sem videl največ strojev, več kot 20% za velike kombinate, za velike kmete, ogromni stroji, to je neverjetno. Tako da v bistvu smo majhni kmetovalci skoraj že pozabljeni, predvsem pa definitivno zapostavljeni. Pa kar je še narobe, manjše kmetije, družinske kmetije, ekološke kmetije spadamo v isti rang oziroma nas uvršča državna politika kot velike kombinate, velike koncerne in mi s to administracijo smo že prišli skoraj čez polovico, se pravi več kot pol časa se ukvarjaš z administracijo, pol časa pa kmetuješ, kar je narobe, kajti tako kot smo prej ugotovili, kmetovalec bi mogel iskati dobre poti, prave poti rešitev tem problemom, ki nastajajo v tem onesnaženem okolju. Prihodnost glede pridelave hrane zaradi močnih korporacij ni rožnata. Posledično je malim pridelovalcem slabše naklonjena tudi domača politika. A se kmetje, kot je Štefan Čebašek, ne dajo in obenem računajo tudi na to, da se ljudje čedalje bolje zavedamo, kako pomembno je, kaj damo v svoj organizem. Tudi zato je vesel vsake priložnosti, da predstavi svojo ekološko kmetijo. Jaz sem zelo hvaležen in se zahvaljujem knjižnici za povabilo in moram reči, da mi je v čast na tem prostoru predstavljati kmetijstvo, našo kmetijo in pa seveda tudi promovirati kmetijstvo kot tako, predvsem ekološko, ki je osnova zdravega življenja. Se pravi zdrava hrana, zmerna hrana, gibanje in pa veselje, to so ključni dejavniki za zdravje. Namesto da hodimo v lekarno po kemijo, se zdravimo sami. To se pravi, te 4 faktorji so ključni, potem pa še kakšne zdravilne rožice in Pehta je imela prav, je rekla, za vsako bolezen raste rožica. Če pa uporabljamo tisto od Marije Thun, hrana naj bo naše zdravilo, potem pa smo točno tam, kar sem ravnokar povedal. Vesel bo vašega obiska na medvoški tržnici, saj je mnenja, da mora vsak kupec ekološko pridelane hrane poznati domačijo in gospodarja. V prihodnje pa bo stremel tudi k temu, da bi se njegovi kolegi kmetje in tudi ostala lokalna skupnost pričeli zavedati, da je ključnega pomena poleg pridelave tudi predelava in tako še bolj zagotoviti sledljivost in neoporečnost izdelkov. Že v prejšnji oddaji smo poročali o tem, da je skupina Gen 19 gasilskim zvezam, ki delujejo na porečju Save, torej tudi Gasilski zvezi Medvode, donirala 10 000 evrov za nakup nove opreme. Res veliko jo je bilo poškodovane, tako v poplavah kot tudi ob intervenciji o požaru na kmetiji Mis. Poročali smo tudi o srečanju članic prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Medvode, ki so se v strokovnem delu srečanja seznanile prav s potekom te intervencije. Za danes pa nam je ostalo še poročanje srečanja gasilske mladine. Gasilska mladina, pionirji in pionirke, mladinci in mladinke ter njihovi mentori, več kot 200 jih je bilo, so se zbrali v in pred novim gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče že prejšnjo soboto, 11. novembra. Že tretje zaporedno, tako da vsako leto imamo več otrok, več mentorjev se udeležuje tega in smo zelo ponosni na gasilstvo naše vrste mladine v Gasilski zvezi Medvode, tako da mentorji so zelo dobro pripravili in delajo z otroki po društvu in mislim, da si zaslužijo vsi otroci neko druženje, neko izobraževanje ali neko pogostitev tudi v ta namen, da se imajo res lepo in da se zabavajo.
Kaj ste danes pripravili? Nekaj izobraževanja, pa nekaj druženja, ste rekli. Tako, pod izobraževanje smo dali predstavitev vseh vozil iz Gasilske zveze Medvode in prvo pomoč. Za druženje smo jim namenili igre z žogo, neko gasilsko vajo z ovirami, ki smo jo sami se spomnili kot mentori mladine, tako da pa noter so napihljiva igrala za najmlajše, da se bojo podružili, potem bo pa pogostitev in pot domov srečno, ne? Mladinke in mladince ter njihove mentore smo zmotili med prikazom temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja v izvedbi Keti Simonske iz Zdravstvenega doma Medvode. Slišano znanje sta utrjevala Julija Korbič iz Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje in Jaka Kenik iz Prostovoljno-gasilskega društva Zgornje Pirniče. In kaj je najbolj težko mogoče pri vsem skupaj? Dosti težko je uživljati, pa moraš iti defibrilator, zato če dosti daleč moraš biti hiter, tako da težko. Se v gasilnem domu vsak let tudi organizirajo kakor izobraževanje za to, za mlajše, za najmlajše člane, tako da je poudarka ima na tem. Menda je največji problem, da si ljudje ne upamo uporabljati defibrilator. Kaj bi ti rekla? Je preprosto, so navodila, tako da uporabljajmo defibrilator. Povej mi, gasilec, koliko časa si že gasilec? Od prvega razreda, torej 6 let. Od 6. razreda, se pravi tudi tam nekje 6-5 let. Torej si v tej skupini, če se ne motim, ki sedaj nekako vsi postavljamo ene upe na vas, da pridete tudi na olimpijado, če se ne motim? Jaz nisem več kot članica te ekipe kot tekmovalka, ampak tudi prispevam zraven oziroma probam prispevati zraven svoj del mogoče pri mentorstvu. Pionirji in pionirke ter njihovi mentori pa so si medtem ogledali gasilsko opremo in vozila prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Medvode. Kako motivirati otroke za to, da se priključijo in da potem vztrajajo pri vas? V bistvu pri nas imamo pristop, da skozi igro spoznavajo osnove gasilstva oziroma da jih priključimo gasilcem. Probamo vztrajati pri tem, konec leta imajo tudi zaključek v gasilnem domu, prespijo v gasilnem domu, kar je pa sploh ena atrakcija, se mi zdi, našega gasilskega društva. Odkar imamo pa še nov gasilni dom, se mi zdi pa, da je še mičken večja udeležba. Kakšna je bila pa tvoja pot v gasilstvo? Tudi tako zgodaj? Moja pot se je začela leta 2010, v bistvu z 10 leti. Priključila me je sestra, ki je bila tudi mentorica. Njeno pot sem nasledila jaz, malo kasneje. Imeli smo kar nekaj športnih udeležb, kar nekaj medalj smo prinesli domov v domače gasilsko društvo. Zdaj pa predajamo znanje naprej. Tudi sama sem operativna gasilka, upam, da da bom svoje znanje še nadgradila, sicer trenutno mi čas tega ne dopušča, ampak v prihodnje pa upam, da nadgradim svoje znanje. Po izobraževalnem delu srečanja pa je sledil še družabni, spletanje gasilske skupnosti. 16. novembra 1983. leta so na Senici ustanovili kulturno-umetniško društvo Franz Seleški Finžgar Senica. Tako ime društva, ki mu je kot prvi predsednikoval Valentin Weber, so izbrali, ker je bil pisatelj in duhovnik Franz Seleški Finžgar na poseben način povezan s Senico. Seznanjen je bil namreč z dogodki, ki so bili podlaga za njegovo igro Veriga. Odlomek iz te igre, ki je sinonim za sniško kulturo, je bil sestavni del tudi slovesnosti na predvečer okroglega jubileja prejšnjo sredo, na kateri so se predstavile vse delujoče sekcije društva. Pripravili so jo v Kulturnem domu Medvode, saj bi bila dvorana v domu krajanov na Senici bistveno premajhna.
Slavnostni govornik je bil župan Nejc Smole, ki si je najprej poskušal zamisliti skupnost izpred 40 let, ko je ta ustanovila društvo. Jaz nažalost verjamem, da so bile takrat skupnosti bolj živahne in bolj žive, kot so danes, navkljub vsej tehnologiji, ki jo imamo in s katero pomočjo bi morali biti še boljši. Predvsem pa se je, tudi sam je kulturnik, spraševal o vlogi, ki jo kulturnik ima v skupnosti. Posebna je, pravi, saj je vsak, ki se odzove na klic mus kulture, pa čeprav na vaških odrih, v resnici človek, ki razmišlja in se zaveda svoje nevednosti. In da zato, ne glede na to, katere izmed kulturnih udejstvovanj se loteva, k temu pristopa tudi skozi raziskovanje samega sebe. Namreč nobeno delo, v katerem si, nobena pesem, ki jo prepevaš, nobena predstava, v kateri igraš, če jo v resnici čutiš, ne more iti mimo tebe, brez da bi se vanjo poglobil, da bi od nje skušal nekaj vzeti. In če ti to uspe, kar je verjetno tudi edini smisel dela v kulturi, potem je že prav, bi bilo prav in verjamem, da se nas večina trudi, da en del teh spoznanj skušamo presevati tudi v naše življenje. Med drugim je citiral tudi deda Primoža iz Finžgarjeve verige, ki pravi, kaj kri, kaj rod, ljubezni nam manjka. In verjetno ob enem takem stavku bi lahko spreminjali cele skupnosti, če bi ga znali presevati in ga tudi živeti vsak dan našega življenja. Svoj nagovor pa je zaključil z mislijo iz predstave Vaje zbora, ki jo je sam pred leti postavil na Smleškem odru. Dirigent, ki poskuša uglasiti zbor, modruje, da smo Slovenci izraziti solisti in da težko razumemo, kako se uglasiti, da bo zbor lepo zazvenel. In iskreno verjamem, da je to ena izmed največjih dobrobiti ukvarjanja z ljubiteljsko kulturo. Da vedno znova moraš pustiti ego nekaj zunaj, priti noter, tudi z neko določeno mero ponižnosti vzeti vlogo, ki ti pripada in se uglasiti v ansambel. Predsednik društva Uroš Medar pa je v pozdravnem nagovoru izpostavil prepričanje, da bi prav vsi, ki so kdajkoli sodelovali v društvu, bržkone potrdili pravilnost sniških kulturnikov, da ustanovijo društvo. Zavedamo pa se, da ob dolgih pripravah na razne produkcije in ob usklajevanju vseh deležnikov pride tudi do trenj. A tudi kruh ne zraste na drevesu že pečen. Združiti sestavine v pravem zaporedju, z občutkom pregnesti, lepo vzhajati, skratka, kar je pomembno pri pripravi kruha, je pomembno tudi pri pripravi kulturne produkcije. In še njegov apel. Zato bodimo ponosni na naš slovenski kulturni kruh. Samo ta nas je ohranil, nas ohranja in nas bo ohranjal. Sledi pa odgovorno vprašanje, koliko časa je bilo sicer potrebno za pripravo tovrstne prireditve, ki je napolnila dvorano Kulturnega doma Medvode. 5 ljudi nas je bilo, ki smo najprej osnovali scenarij, potem začeli s pripravami, začeli z vajami, potem posneli te anekdote naše in spomine. To je ur, jaz mislim, da če rečem 1000, se ne zlažem veliko, če vzamem vse ure, ki smo jih vsi udeleženi v to vložili. S prireditvijo, ki sta jo vodila Matej Ulčar in domačinka Damjana Jenko na predvečer ustanovnega občnega zbora, ki je bil 16. novembra 1983, so se sniški kulturniki najprej spomnili preteklosti, nato pa predstavili tudi sedanje delo v 6 sekcijah društva. Je pomembno, da to ostane. Pomembno je, da to ostane, ker če tega ne bomo imeli, tudi nas več ne bo. Mogoče se sliši majčkeno patetično, pa ni. Slovenci smo ostali samo zaradi svoje kulture. Če kulture ne bi bilo, tudi nas že zdavne ne bi bilo, bi nas poteptali večji narodi. In je pomembno, da to delamo zaradi nas in zaradi vasi, ker če vas nima kulturnega društva ali pa recimo kakršnega koli društva, umre. Sledi odgovorno vprašanje, kdo vse iz družine Medar je tokrat stal na odru. Mogoče je bilo boljše reči, kdo ni. Oba z ženo in starejši 2 hčerki, ta 3. je gledala v občinstvu, 4. pa upamo, da je doma mirna, da ne joka, po kakšnem čudežu pa mogoče celo spi. Predsednik društva je že 10 let. Prav na ta dan slovesnosti je zabeležil ta okrogli jubilej. Žena Mateja, ki je za tokratno slovesnost pripravila tudi vezni tekst, pa je tajnica društva že 2 leti dlje. Na odru pa sta torej stali tudi 2 od njunih 4 hčera. Igrala sem šojo in naprej smo se mogli naučiti
veliko tega teksta, pol smo pa sestavljali na vajah, skupaj smo sestavljali igro in tudi sem vesela, da so moji sošolci mi pomagali igrati. Na oder se je Uroš Medar torej večkrat vrnil, ne le kot predsednik društva, posredno tudi kot somentor otroški igralski zasedbi, ki je uprizorila delo Zrcalce, predvsem pa kot pevec v vokalni zasedbi Fonemegale in kot član odrasle gledališke skupine, ki se je tokrat predstavila z odlomki iz verige. Pravi, da več vlog hkrati odgovarja nenapisani diagnozi hiperaktivnost. In že od nekdaj funkcioniram tako, da moram biti upleten v več stvari hkrati, ker če ne funkcioniram. Če ne bi imel toliko različnih vlog, ne bi mogel toliko dati. Sigurno ne. Težko rečem, kaj mi je najljubše. Ne, sploh ni fair, no, da bi kjerokoli izpostavljal, ker so vse lepe, vsaka mi da nekaj drugega. No. Skratka, da je nadvse zadovoljen, da so se sniški kulturniki pred 40 leti odločili, da ustanovijo društvo. Že v mojem govoru tudi sem rekel, da siguren je bilo težko. Siguren je takrat Metka Jamnikova, ko je začela z neko idejo o tem, da bi mogoče se neko društvo ustanovilo. Sigurno je bilo težko, ker je bila tako kot jaz prišlek na Senico. Verjetno je bilo ne še teže, ko je bila ženska. Mogoče so bili to še neki drugačni časi, ko so jo smatrali, da je ženska za šporget, ne pa, da bo ona nekaj odrejala na vasi. Pa verjetno je nekdo rekel, kaj treba tega, če imajo pa vsor že društvo. Pa pejte tja, pa tam igrajte, a ne? Rad citira Valentina Križaja ali po domače Polenčevega Tineta, svojega predhodnika na mestu predsednika. Žal mu zdravje ne dopušča, da bi se pridružil Sničanom na tokratni slovesnosti. Na odru pa sta bili, tokrat kot recitatorki, še dve izmed predsednic društva. Karmen Maretič Debeljak, ki je društvu predsednikovala v najbolj turbulentnem obdobju društva, in Marjeta Jamnik. Slednja tudi kot pobudnica ustanovitve društva v vasi, kjer so negovali kulturo že celotno povojno obdobje. Lahko rečem, da sem začela že leta 80, ko sem učila na Katarini in sem v moj Opel Kadett strpala, to je zdaj sicer prepovedano, ampak vseeno bom povedala, 11 otrok, ki so nastopali na Senici in smo se pripeljali dol iz Katarine in imeli prvi nastop na Senici ob 8. marcu. Hkrati sem pa pripravila tudi razstavo ročnih del sniških žena. Kot pravi, je bila že sicer najbolj pisana na kožo vloga mentorice mladim, brez težav pa se je prelevila tudi v igralko. Ena takih vlog je bila na primer v igri Davek na samce. En tak dogodek je bil, ko sem bila tista nevesta, ki slabo vidi in so mi dali ene dvojna očala in jaz pravzaprav sem raven zaradi tiste dvojnih očal lahko se spotikala pa nerodno hodila po odru, ker res nisem videla, v resnici ne. In to je bila ena res super vloga, takrat sva sodelovala s Kondijem Pižornom, on je bil krasen režiser, zelo nam je veliko nas je naučil. Tako da potem še v Gosposki kmetiji, no, potem pa kar nekajkrat v verigi sem bila Mina in sva se doma z možem izpopolnjevala pa drugemu suflirala vloge. Pri zadnji prizoritvi ljudske igre Veriga, ki je sicer sinonim za sniško kulturo, pa je prevzela tudi vlogo režiserke. Absolutno sem navezana na Verigo, saj v 13 letih predsedovanja smo jo kar nekajkrat zaigrali. No, velikokrat je bilo kaj posebnega, velikokrat smo, tudi solze so nam pretekle na koncu, pravzaprav vsakokrat, ko je bilo konec verige. Pod okriljem društva deluje še sekcija Gare, sekcija za oživljanje starih običajev na Senici in foto-video sekcija, ki je za tokratno slovesnost posnela tudi izjave posameznih članov društva, njihove spomine in anekdote. Ena od njih je povezana prav z verigo in že prej omenjenim Polenčevim Tinetom. Za tokratno priložnost jo je obudil mlajši brat Franci Križaj. Družinsko kosilo, pa vse sorte debata, kakšna je bila igra, pa prav mama, veš kaj prav Tine. Vse je v redu prav, ampak da se pa z bratom tako grdo pred toliko ljudmi kregata, to pa ni lepo. Slednji, tudi ustanovni član društva, je bil z igro Veriga povezan vse od prve uprizoritve na Senici leta 1956. Tako rekoč je z nog gor rastel v različnih vlogah. Mogoče lih ni ta zadnja najljubša, zato ker dolga leta sem bil mejač. In
tam so mi že takrat, če se spomnite, kakšen intervju nazaj, da sem jaz bil kar ta prav za tisto vlogo. Že sicer je bil zraven pri vseh igrah razen zadnjih 2, najprej skupaj z Milanom Tehovnikom, potem pa sam pa je bil več kot desetletje tudi soustvarjalec prireditve Vesela harmonika. Ti začetki so bili tako lepi, da to je nekaj enkratnega. In še moram nekaj povedati, še danes me na isto številko mobitela, ki sem imel takrat, nekateri stari čez 80 let kličijo, kdaj bo spet Vesela harmonika. Med ustanovnimi člani kot Franz Eleški Finžgar Senica so bili še Valentin Weber, ki je postal prvi predsednik društva, Marija Weber, Andrej Weber, Andrej Bernard, Marjan Kalan, Marta Kuk in Jože Dolinar. A kulturno društvo na vasi, ja, to je nekaj, kar nas povezuje. Danes so mobiteli pa tako, ampak včasih jih ni bilo, pa tudi jaz vem, da smo bili bolj povezani. Mi smo se usedeli skupaj, pa smo dorekli, ampak je to veljav. Kar smo rekli, je veljav. Nadaljujemo s petjem. Lovski pevski zbor Medvode, ki nastopa pod okriljem kulturnega društva Simonjenko, je to nedeljo 19. novembra v Kulturnem domu Medvode pripravil Martinov koncert. Od leta 2016 ga vodi Milan Bajžel, ki je prav ob tokratni priložnosti prejel priznanje, častno Galusovo značko za več kot 40-letno udejstvovanje na področju zborovskega petja. Slovenski prijatelji tako pri vincu veselo pojo. Ko potegnete črto pod letošnje leto, rečete kaj? Ja, letošnje leto je bilo posebno leto, ne? Po enem spletu okoliščin smo pač izpadli iz občinskega, bom rekel, sofinanciranja, ampak na občini so nam vseeno prisluhnili, tako da smo kljub temu se potrudili, delali celo leto in nekako, bom rekel, tole je pa rezultat tega dela. Iz sofinanciranja je Lovski pevski zbor Medvode izpadel zato, ker kontrolni obrazec, ki mora biti natisnjen in ustrezno opremljen, k elektronski vlogi niso oddali v predpisanem roku. Kljub temu so se enkrat tedensko zbirali na vajah v osnovni šoli Medvode in septembra pripravili tudi razstavo o 47 letih neprekinjenega delovanja. Tokrat je zapelo zgolj 14 pevcev, 5 je bolezen nastop preprečila. Gre sicer za medgeneracijsko pestro zasedbo. Ja, se trudimo, bom rekel, z mladimi. Zaenkrat sta 2, ki sta mlajša. Zdaj jaz upam, da bo ta ona še 2 še koga pritegnila, ne? Ker mi stari težko mlade pritegnemo. Mlade, a ne? In upamo, da bo to šlo še naprej, no? Da bo še kakšen mlajši prišel in da bo šla, bom rekel, tudi tradicija Lovskega pevskega zbora in petja še naprej. Ker pevci sami so tokrat poskrbeli tudi za vezno besedilo. Pač beseda je dala besedo in smo se na koncu odločili, da bomo kar sami povezovali, bom rekel, malo zaradi stroškov, malo pa zaradi to, da je malo drugače, ne? In jaz upam, da je bilo gledalcem, poslušalcem všeč. Prisrčno so to opravili vsak na svoj način. Razlogov, da en fant vzame flašo vina v roke, je lahko več. Lahko je veselje, neko slavje, lahko je družba, lahko je dolgčas. Najboljši razlog je pa strto srce. Vse najlepše rožice. Vse najlepše rožice so z mojega srca strgane najbolj. Glede na naslov koncerta, ki je bil torej posvečen enemu ljubših svetnikov pri nas, Martinu, so pevci Lovskega pevskega zbora Medvode pod vodstvom Milana Bajžlja pripravili priložnosti primeren program, ki pa se ni bistveno razlikoval od običajnega. Nekaj lovskih, nekaj ljubezenskih in seveda kakšna napitnica. Med tokrat izvedenimi skladbami je posebno mesto pripadlo tudi pesmi z naslovom Pomladni veter, saj je avtor besedila Milan Kalan sedel med poslušalci. Za Martinov koncert smo rekli, ne more biti samo pivske, mora biti še kaj drugega, ne, to se pravi malo ljubezenskih, malo narodnih, malo različno tematiko, ne. Za naprej bomo pa zbrali pa bolj tematski sklop, ali si bomo zbrali enega
skladatelja, pa njega obdela, njegov opus. Pa seveda dodali bomo še nekaj tiste, kar nam najbolj leži, pa kar najraje pojemo. In če vas vprašamo, katero bi mogoče danes skladbo, pesem, ki ste jo zapeli, mogoče izpostavili? Najlepša pesem za današnji dan je Kaj tam se v vinogradu bliska. To je tista pesem, ki upeva vse naše prijatelje, ki so bili, pa jih ni več z nami, pa upeva prijateljstvo, upeva ljubezen, upeva spoštovanje do vseh in dopuštenja. Milan Bajželj je ob tokratni priložnosti iz rok predstavnika območne izpostave JSKD-ja Ljubljana okolica Gregorja Rozmana prejel tudi priznanje častno Galusovo značko za več kot 40-letno udejstvovanje na področju zborovskega petja. Prvi pevski zbor je prevzel že leta 1967, potem je vodil še 7 različnih pevskih skupin. Kot zadnjega je v sezoni 2016-2017 prevzel prav medvoški lovski pevski zbor. Kot gostje na tokratnem koncertu so nastopili tudi sorški orgličarji. Za njimi je več kot pestro leto. Ja, letos je bilo pa res pestro. Najprej smo spomladi gostovali s festivalom Sipikain v Budimpešti, potem nas je pa presenetilo vabilo v poletnih mesecih na ponovno gostovanje z festivalom v Beneško laguno. In letos je bilo res, kar se teh festivalov tiče, zelo pestro leto. Med drugim so že sicer redni gosti festivala Ahti Orglice v Mokronogu, ki je bil letos v mesecu oktobru. Sodelujejo na državnem festivalu malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu, kjer beležijo zlata priznanja in nastopajo na ostalih festivalih, prireditvah, odprtih, igrajo mladim in starim. Skratka, s svojimi nastopi širijo prepoznavnost tega skorajda pozabljenega glasbila. Glasba, ki jo izvajajo, tudi za tokratno priložnost je bilo tako, je za igranje orglic prirejena in raznovrstna. Skladbe iz narodno-zabavnega programa ljudske in znane uspešnice, bodisi sodobne glasbe ali filmskega ustvarjanja. Zanje jih priredi njihov umetniški vodja, profesor Damir Pfeiffer. Skupaj bodo 9. decembra na domačem odru v Sori praznovali tudi 10 let delovanja. V Sori so z igranjem na ustno harmoniko sicer začeli že pred 13 leti, ko je Vladimir Horvat vodil prvi tečaj. Sama skupina, ki sliši na ime Sorški orgličarji, pa se je prvič sestala 3 leta kasneje. Govorimo o 6 oziroma 7 članski skupini. Ena članica je prisotna samo občasno, sicer nas je pa 7 in bi rekla kar 5 nas je od vsega začetka. Rabili bi še koga, vendar je problem, zelo velik problem v tem, da poučevanja ustne harmonike še ni. Ni tečajev in potem je vsak naš nov član, vsakega novega člana, ki pridobimo, nas postavi popolnoma na začetek. In to je kar velik problem. V tokratni črni kroniki poročamo o 2 prometnih nesrečah. Prva se je zgodila v Preski, ker pa je bila škoda majhna in sta oba udeleženca z vozili izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, so policisti od ogleda odstopili. Drugo prometno nesrečo je povzročil nespretni voznik, ki je trčil v parkirano vozilo in potem strahopetno pobegnil. Ko ga bodo izsledili, bo prejel globo, ki bo najbrž precej višja, kot če bi oškodovancu nudil svoje podatke. Nekoliko nepreviden občan je v odklenjenem vozilu pustil svoj mobilni telefon in odšel po sladoled. Priložnost pa je izkoristil nek zlikovec, ki je telefon na lahek način ukradel. V trgovini v Preski je nekdo ukradel prehrambene izdelke. Policisti sedaj pregledujejo posnetke notranjosti trgovine, da bodo tatu našli. V Rakovniku pa je nekdo ukradel orodje na gradbišču. Policisti sedaj zbirajo obvestila o dogodku, da bodo lahko ukrepali.
To pa ni vse, kar so medvoški policisti počeli v preteklem tednu. Med kontrolo prometa so odkrili kar 3 voznike, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Enega so ustavili v Medvodah, voznica, ki je napihala med kontrolo v Zgornjih Pidničah, pa je rezultatom oporekala in odklonila tudi odrejeni strokovni pregled krvi in urina. Policisti so jo posledično pridržali do iztreznitve in jim odvzeli vozniško dovoljenje. Brez vozniške pa je ostal tudi voznik začetnik, ki je vozil pod vplivom alkohola. Na Noči Parkeljnov pa so odkrili tudi 2 mobilna telefona in so ju po izvedenih postopkih vrnili lastnikoma. Več o delu medvoških policistov pa seveda na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana, kjer boste lahko prebrali tudi nekaj koristnih nasvetov, kako se izogniti raznim nevšečnostim. Prihodnje dni vas bodo najbrž opozorili tudi na primerno opremo na vozilih, saj že počasi diši po snegu. Lep večer še naprej. Ne pozabite preveriti na naših videostraneh, kaj vse se v dobrobit skupnosti dogaja v tednu do našega ponovnega snidenja. Na snidenje torej.